Aleš. Živjo. Bravo, Fikco, Luka. Naj pa zanima, kako nastane lutkovna predstava. Tu smo ravno naredili eno lutkovno predstavo, imamo premiero danes. Mi vam po mojem to lahko povemo. Katero lutkovno predstavo pa delate? #Robi Kapuca was here. O čem pa govori predstava? Kako sploh izgleda besedilo? Predstava govori o 4 osnovnošolcih, ki skušajo ugotoviti, kdo je napisal grafit na šoli Znanje osvobaja in kdo je vdrl v spletno šolsko redovalnico in vsem popravil ocene v petke. Ali so te lutkovne predstave sploh primerne za starejše otroke? Primerne zagotovo. Zdaj, Robi Kapuca je za starejše od 10 let. Jaz imam čez 30 plus let, pa še vedno gledam lutkovne predstave. Tako da ja, absolutno ja. A tole je pa besedilo? Tole je pa besedilo, ime avtorice, naslov, osebe nastopajoče, dramatis persone, potem po prizorih, struktura. A tukaj gor se pravi vse projicira? Tako je, tukaj je naše projekcijsko platno veliko, lahko pridete gor, pa vam pokazal. To je v bistvu to vse, kar je belo, na to se gor projicira. Tukaj zgoraj imamo projektor, ki je na širokokotni projektor, na kratko razdaljo, tako da čeprav je tako blizu, lahko zajame v bistvu celotno to projekcijsko površino. Tukaj igralki premikata te plošče in na podlagi tega, kako imata premaknjeno vse, jaz dam sceno gor in imata tukaj črnino v tej luknji, da ne sveti gor na njo. Živja! 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 Ne, je čist drugače kot tam od spredi, ko je vse belo. Ja. Ja, tukaj imajo igralke švingalce, da si pomagata, kaj je na vrsti, pa lutke so, pa tukaj je cel kup rekvizitov in ostalih lutk, vse to, kar se rabi, da se potem za tja spredi lahko to čarovnijo naredi. Sam te lutke pa izgledajo zelo resnične. Ja, veš, če je taka stena spredaj, ne, pol moraš neke življenjce narediti z lutkami. A se zna rokovati? Ja, seveda. Živjo, ime mi je Erik. Živjo, jaz sem Marko. Super. Ej, super. A so se njemu slučajno kar prski malo premaknili? Aha, so se mu. Glej, to pa redko lutke lahko delajo, ampak naše ja, gremo lahko kar pogledat, kako je to narejeno. To je Marko. Ja. Ja, glej ga. A si je podoben? Ena stvar mu manjka. Tole. Kako koma ta vedva. Alma, pa Zoran, ki je vam Jera govorila, kdo nastopa, pa Doroteja. Sploh si ne predstavljam, kako so iz teh skic naredili take lutke. Ja, veš, to je tako, kot sestavljati eno tako sestavljanko iz tega, kar je narisano, v to, kar je pol res. Kaj je to? Kjeri del je to? Noga. A probaš jo dati gor? Ja, ni glih od Doroteje, ne? Alma je pa lahko spodnji del, tako. Tle je ful večja glava, kot je tole. Veš, kaj so morali tudi tu v delavnici malo vaditi, ne? Pa še veliko plasti pride pol gor, pol se še enkrat to zašije čez, pa se že počasi vidi nosek, ne? Pa potem se da učke not. Iz česa pa so narejene tele učke, ki so tako zelo resnične? To so take steklene kroglice. Pol se jim pa še kožo da čez in se jih začne barvati, da pol na koncu nastanejo takšni. S pomočjo mehanizma pa lutka po koncu stoji, pa premika glavo, hodi pa z nihajem. Samo takole, da zibaš. Kako pa kakšno roko premakne pa to? Kar z svojo roko. Aha, a to se pa na predstavi noč ne vidi. V tej predstavi sta oni dve celi v črno oblečeni, tako da se zlijeta z ozadjem in se ju skoraj ne vidi. To je pa tehnični balkon. Tu pod nami je dvorana, ne, zdaj gledamo ta del, kjer so gledalci. Tam
Je pa Fredijevo mesto, od koder vodi predstavo, pa še od lučkarja. Na podlagi njunih iztočnic od igralk jaz pustim, ne vem, razne oblačke, tako, ko se zanimirajo počasi, se prikažejo. A glasba se tudi iz tukaj spušča. Tako je, glasbo tudi spuščam iz tega programa, katerega tudi manipuliram na digitalni mešalki, tako da se lahko odločim, da bo šlo kaj tišje, glasneje ali iz katerega drugega zvočnika, levo, desno. Ko pa je čas za predstavo, pa moramo ugasniti vse luči. Jih bo šola In je tolerirala. tema. Ko pa se sprevržejo v neberljive, estetsko nesprejemljive, neduhovite in neokusne čečkarije, bo šola ukrepala.